Predsednika države izvolijo volivci. Vsakih 5 let se polnoletni državljani odpravijo na volišča, kjer na volilnem lističu označijo, koga želijo za predsednika. Izbirajo lahko med tistimi, ki so se prijavili kot kandidati za predsednika Republike Slovenije. Predsednik postane tisti, ki zbere več kot polovico glasov. Če to nikomur ne uspe, se prvo in drugo uvrščeni kandidat pomerita še enkrat. Temu pravimo drugi krog volitev. Ko je predsednik izvoljen, hodi v službo v predsedniško palačo in opravlja svoje naloge, ki so zapisane v slovenski ustavi. Glavna naloga predsednika države je, da predstavlja Slovenijo doma in po svetu. Zato veliko potuje in se srečuje s predstavniki tujih držav. Predsednik je vrhovni poveljnik obrambnih sil, kar pomeni, da sodeluje pri imenovanju posameznikov na najvišje položaje v Slovenski vojski in pri načrtih za obrambo države. V izrednih razmerah, na primer v vojni, pa se njegove pristojnosti še razširijo. Predsednik države med drugim državnemu zboru predlaga kandidata za predsednika vlade in razglaša zakone, ki jih sprejmejo poslanci. Državni zbor lahko od njega tudi zahteva, da pove svoje mnenje o posameznem vprašanju. Predsednik države pa nima moči, da bi sprejemal zakone. O najpomembnejših stvarih v državi pri nas namreč odločata vlada in državni zbor. Predsednik predlaga ustavne sodnike, imenuje in odpoklicuje predstavnike države v tujini, torej veleposlanike, ter vodstvo Komisije za preprečevanje korupcije. Odloča o pomilostitvah zapornikov in podeljuje odlikovanja. Lahko tudi opozarja na težave in se trudi, da bi se vsi čim bolje razumeli. Izvoljeni službo predsednika opravlja 5 let, čemur rečemo mandat. Isti predsednik lahko vodi Slovenijo največ 2 mandata, torej 10 let. Prvi predsednik Slovenije je bil Milan Kučan, ki je vodil Slovenijo 10 let. Leta 2002 smo izvolili Janeza Drnovška, 2007 Danila Türka, zadnjih 10 let pa je bil predsednik Borut Pahor.